Kaj piše v Svetem pismu? Beseda. Na začetku je bila beseda. Kaj to pomeni? Ja, in beseda je meso postala. Kaj je rekel Platon? Vse so frekvence, vse so vibracije, vse je muzika, glasba. In vse, kar obstaja, ker tisto neobstoječe tudi obstaja, ampak kot potencial, zato, da bi se to materializiralo. Se pravi, nihče od nas nima, se pravi, nimamo iste vibracije. Ne. Kajti vse više, ali pa vesolje, ali pa logos, kakorkoli to kdo jemlje, ne trpi uniformiranosti. Ampak uživa v raznolikosti. In vsak proizveden zvok nekaj zadane. Tudi misel je elektromagnetni val. Zmeraj bo nekaj zadela. Pol pa nekdo pravi, da ni karme, ma ne me jebat. Ker karma ni nič drugo kot vzrok posledica, drugi Newtonov zakon. Čisti fizikalni zakon. Kdo tega ne priznava? Manipulatorji religiozni tega ne priznavajo, recimo, ne? Če tako pogledamo. Zato tudi, na primer, ajde pojte noto v vodo, pa jo probajte, kakšna je. Pa isto, kot sem prej povedal tisto, ne? Slabe misli, slabi dogodki, pa na drugi strani veselje. Pa vzamite, natočite si vodo, dajte dlani tako, se sprostite in zopet, naredite isti poizkus. Tukaj razmišljate, pri tem kozarcu vode razmišljate o slabih stvarih, pri drugem o svetlih, pa probajte eno in drugo vodo, ne boste verjeli, kakva je razlika. Če daš not nebrušene riževa zrna, Ja. boš tako naredil. Ja, Iz tistega negativnega bo zgnilo, vse skupaj, tiste drugega bo vse zeleno. seveda, V isti vodi. seveda. Zakaj v permakulturi tisti ki imajo šamanski pristop, seme dajo pod jezik, Pa ga pa posadijo. pol ga pa posadijo. Ma ne, oni so fuknjeni. Pa si ja. Seveda, če daš Monsanto vse, tudi jezik te pobere. Ja. Pa ja, pa glej, to so Švicari, evo, pred 25 leti naredili, ne. Kravom so predvajali klasično glasbo v hlevu. Za koliko se je dvignila proizvodnja mleka? Pa daš pa metal. To bomo pa pol kasneje. V glavnem, ja, jaz sem sam še klele hotela reči, da dajte pogledati malo te videe, si jih imate polno na YouTubeu, ki imajo, enkrat smo pri Zvezdani merili, kako rože pojejo, gobe, kakšne frekvence imajo, vse to si lahko pogledate, da razumete pač to, kar mi pojemo, da dejansko pojemo frekvenco in preden pojemo, če damo neko namero, je drugače. Tako tudi Mateja, vse te stvari, ki jih ona od piškotov do teh sokov in vse te zadeve, vse ima noter čisto frekvenco, zato ker ona to dela z ljubeznijo. In tudi vse, kar delate vi doma, ali je to z otroci, ali ko se greste tuširati, ali karkoli, fajn je, da se začnemo zavedati, da nekaj počnemo, a ne, da ni to samo avtopilot, pa zjutraj vstanemo, pa gremo zvečer spat. Tako da, evo, to je to. Zdaj bomo naredili pavzo za kosilo. Tisti, ki ste mi napisali za vegansko, imate v bistvu, tisti dobite pač vegansko, tisti, ki se niste opredelili za prehrano, v bistvu dobite potem mesni obrok, tako da če karkoli ne bo v redu, se obrnite na mene. Jaz bom pa tudi v bistvu tamle tistele stvari dala, pa bo še Miro prišel, če boste imeli kakšno vprašanje, ker bom jaz mogla biti z drugimi za to vodo, pa druge stvari, ko on ima, tako da boste dobili te prave informacije iz te prave roke. Tako da, zdaj pa dober tek, pa preden jemo, damo lepo namero, pa se malo družimo, ob 3 se pa gremo naprej. Lahko nekaj, lahko. Hej, ustavite se. Ustavite se. Gremo nekaj narediti, a ste za to? Dajmo se vsi umirimo in zaprimo oči. Ne zmenimo se za misli, ki jih imamo v glavi. Imamo samo zavedanje sem. Pomislite na to, da je iznad naše glave čisto modro nebo
da sije sonce, občutimo toploto in se zahvalimo. Hvala, hvala, hvala. Ne pričakujmo rezultata. S tem se izognemo pasti, ki se imenuje odvisnost od rezultata. Rezultat sploh ni pomemben, samo se zahvalimo za sonce in čisto modro nebo. Hvala vsem na sodelovanju. Namreč sonce je izvor življenja. Sonce je izvor življenja.